Kaj vam pomeni, da ste danes tukaj skupaj s ostalimi 6 kandidati za dobrotnika leta? Hvala za vprašanje, pa lep pozdrav. Kaj mi pomeni? V bistvu sem razmišljala veliko o tem vprašanju, ker je zelo pogosto, dobrotnica, pa kaj ti pomeni, pa kaj čutiš. Jaz moram povedati, da v bistvu nekih posebnih občutkov nimam, zato ker je to moj način življenja. In meni se pač ne zdi, da delam nekaj posebnega. Absolutno to, danes biti v tej, bom rekla, elitni družbi, sploh izjemnih posameznikov, je pa svojstven dogodek in si štejem v čast. V čast pa zato, ker je bilo neko delo opravljeno. Pa ni bilo to samo moje delo opravljeno, ampak je bilo delo opravljeno in opaženo. V bistvu je to, kar sem iskala, se pravi, da je bilo opaženo. Vi ste dali veliko v bistvu svojih težkih življenjskih preizkušenj čez, pa ste se kljub temu odločili, da pomagate drugim ljudem. Kaj vas je potegnilo? Tudi na to vprašanje sem že iskala odgovor, pa ne vem, ker še enkrat bom rekla moj način življenja, predvsem mogoče tudi zato, ker ko preležiš ogromno, če bi v letih zdaj štela let v bolnišnicah, tudi s svojim otrokom, ki ima 16 operacij za seboj in doma in v tujini, potem nekako mogoče nekaj imamo to vse, nekaj pa že pa dobimo občutek tudi, bom rekla, da ne samo, da vas razumem, ampak jaz lahko tudi čutim vašo bolečino, če mi zdaj povete, ne vem, neko diagnozo, ne zdaj seveda vse, ampak absolutno to sposobnost empatije pa mislim, da mi je dana, je pa tudi privzgojena, priučena, tudi tekom študija seveda, ampak to pa nosiš v sebi. In dejansko se mi zdi, da je greh, da če lahko nekomu pomagam, pa če bo zdaj padla kamera na tle, bom jaz intuitivno pobrala in jo, ne glede na to, kaj imamo midva zdaj. Se pravi, ne vem, za mene nekih mej ni, nekega protokola pač ni, če nekdo bo rabil pomoč, mu bom pomagala. Večina sogovornikov oziroma drugih kandidatov je izpostavljala, da je najbolj pomemben čas pa pogovor z ljudmi. Tudi vi v bistvu živite to, ne? Ja, danes, ko je najbolj pomembno, ali pa se zdi, da je bolj pomembno, kako sliko kdo objavi, ne pa pogovor med nama, kaj ima kdo oblečen, ne pa tista kvalitetni čas, ki bi ga mogoče lahko porabil. Ne govorimo prav pa narobe, tu ni nič prav pa narobe, tu samo tako je. Dejstvo pa je, da smo željni vsi, se pravi, komunikacija je most med ljudmi, to je že Václavík rekel, to je osnova nekega odnosa in definitivno čas, ki si ga vzameš, ali pokličeš, ali se dobiš z nekom, ali greš na obisk, recimo. To je ta vrednota, ki jo ne moreš kupiti. To so stvari, ki jih ne moreš kupiti. In te pogovori sploh še enkrat, vsi rabimo. Ne govorim zdaj samo o deprivilegirani skupini ali pa v nekih subkulturah, ampak vsi rabimo pogovor in to je tisto, kar ne moreš kupiti. To pa imaš vse, ali pa nimaš. Ali bom dvignil telefon pa poklical, ali bom napisal neko sporočilo. Zdaj imam 2 kolega rakava bolnika. Ja, ni sleherni dan, kljub svojim nekim, ne vem, tudi zdravstvenim težavam, se spomnim, napišem, a me kaj stane, njim pa ogromno to pomeni. Tudi jaz vem, da sem bila jaz vesela, če se je kdo spomnil na mene. Pred 3 tedni ali pa 1 mesecem sva govorila po telefonu in ste omenili, da pripravljate en nov projekt. Ja. Lahko kaj več poveste o tem? Zdaj, jaz zdaj rečem projekt, to je zelo moderno, to so neki dogodki, predvsem sem šla pa iz navadnih dogodkov na izkustvene dogodke, ker na zadnjem dogodku živeti za gluho, slepoto in gluhoto sem hotela, da bi, ali pa mi polnočutni, občutimo, kako je, če ne vidiš, ne slišiš in ne vidiš in ne slišiš, si gluho slep. In zdaj imam pa eno stvar, bi pa rada spregovorila
o transplantu z ljudmi, ki jih seveda zdaj še lobiram oziroma se dogovarjamo, za to, da bi spregovorili ljudje, ki imajo presajen organ. Veste, ni vsak pripravljen oziroma zelo malo ljudi se izpostavlja, ker tisti, ki rabi pomoč, se ne izpostavlja. Mislim, da sem vam to že povedala. Zdaj mene so pač ven nekako iz Novega tednika ne bi se, ker ni to poanta dobrodelnosti ali pa sploh nekega dejanja, ne? Ampak ja, bi želela in imam en nabor ljudi, ki imajo presajene, ne bom zdaj povedala, kjer organe, ampak tako, da bi kar mogoče celo telo lahko sestavili, da bi res oni iz svojih občutkov in seveda potem tudi lobirali za darovanje organov. To se mi zdi tudi kar dosti pomembna stvar. Vse kandidate sem do zdaj zval, če bi bilo treba, za koga bi vi glasovali? Ja, imam svojega kandidata, a povem? Lahko? Imam, on je moj zmagovalec, gospod z rdečo srajco. Ne vem, kako mu je ime. Edis, gospod Edis, ki je pomagal, Krovec, ki je pomagal poplavati. Pa ne zdaj, da mislim, vsi so pač zmagovalci, ampak tako, nekako se mi pa zdi, ja, on bi pa bil moj favorit.